Nič, še enkrat lepo zdrav vsem prisotnim. Nadaljevali bomo s predstavitvami tekmovalnih filmov 5. dne 28. festivala slovenskega filma. In sicer je tokrat na vrsti tekmovalni koprodukcijski kratki animirani film z vsakim dnem, ki mine. Režiserja Emanuela Nevade, oziroma Nevada, kako je, Nevado? No, Nevado. Film je posnet pod okriljem produkcijske družbe Cola, kolektivu Audiovizual iz Portugalske, ter v koprodukciji z domačima zavodoma, in sicer Cvix in pa RTV Slovenija. Pri sebi pozdravljam Koljo Ksaksido, ki je bil koproducent tega projekta, tako da lepo zdrav, Kolja. Ampak preden začnem, bi jaz rad samo eno stvar povedal. Čisto v svojem osebnem imenu bi rad rekel, da mi je res v čast, da imam tukaj Koljo, ki je v bistvu, ne vem kaj, pred 15-20 leti v bistvu iz garažnega projekta postavil na noge slovensko animacijo, se mi zdi, no. Ker se mi zdi, da prav ti s svojimi, pač temi liki, kaj so že bili, sem pozabil, no. Koja, ja. Si dejansko spočel tisti val entuzijazma oziroma entuzijastičnega pristopa k animaciji in zopet oživil to naše področje, da imamo danes po tolikih letih lahko zopet rečemo, da imamo en celovečerni animirani film. Tako da res čestitam, Kolja. Hvala. Seveda se pa meni, poleg mene so bili takrat še drugi avtori, bilo nas je par, ja. Pa smo orali neko ledino, ja. Tega že 25 let. 25 celo, no, vidiš, ja. Povej mi kaj v tem projektu, no. Mislim, vi ste koproducenti, gre za preprosto zgodbo o miški, ki bi rada povabila svoje prijatelje na neko planino oziroma pač neko skalo, kjer se lepo vidi sončni vzhod. Pa daj nam razložiti, na kakšen način nastane pravzaprav taka zgodba? Je to na začetku lik, s katerega potem pišeš zgodbo, ali je zgodba, ki ji priličiš potem neke like določene? V tem primeru je bilo, ja, tako kot večino audiovizualnih stvaritvah, je producent v bistvu napisal to zgodbo. V osnovi nekih pripovedovanj od babice. Tako da, ja, najprej je bila zgodba napisana in potem Emanuel je pa to režiral. On je zelo dober animator. V Angliji deluje kot animator v Aardman Animation. To so velik studio za ljudsko animacijo. Je pa njegov prvenec v bistvu, tako da se prvič srečal z režijo. Ampak ja, če odgovorim pa na tvoje vprašanje, prvo je bila zgodba napisana in potem so pač narisali like, jih na to zmodelirali in tako naprej. Liki so pa kaj? V bistvu ni več ta, tako kot pri Arnamu, recimo plastelin, ampak v bistvu so liki iz ljudka narejena, kako je to? Ja, tak filc. Daj nam še povedati, na filmu pač teh 11 minut ne deluje veliko, oziroma pač je ena sklenjena pripoved, ampak koliko časa je dejansko potrebnih dela vloženega v to, da teh 11 minut na ta način zasije na platno, kot je pač pri tem kratkem filmu? Če bi v čist številka govoril, bi se mečkan zmislil, ampak tako za neko slikavo, en animator pač na dan naredi približno 5 sekund. No. To je nek standard, ki se ga približen v financah, ki delujemo v Evropi, ki se moramo držati približen. Imaš pa projekte, ki delajo mogoče samo sekundo na dan, 2, ampak neko poprečje pa 5 sekund. No. Če primerjamo 11 minut, to snemanje je pač čez 2 animatorja, poteka snemanje tam 6-7 mesecev. Ampak recimo, če imaš na eni strani Arnom, ki je pač velik studio, kjer je veliko animatorjev, po drugi strani pa te neodvisne male pač producente, kot ste vi, na primer, kaj to pravzaprav pomeni? Mislim, verjetno je pač še več dela potrebno vložiti, ker če imaš tam neko celo tovarno za sabo, ki ti pač pomaga pri snovanju posameznih animacij, tukaj pač moraš večino dela verjetno praviti sam, ne? Ja, pri njih je ta razlika, da imajo pač na plačah ljudi, ki tako lutkarje, animatorje in tako naprej, na kar v našem primeru ali pa v primeru Portugalcev je pa, ko pač je tak projekt v produkciji, se pač zopet ekipa nabere in se pač izvede ta projekt. Konkretno v Sloveniji je že toliko nekih ljudi, s katerimi delamo, da je pa težje z leti. To pa sigurno, ne. Se pa pozna, ne vem, kako je danes, pa kako je bilo 15 let nazaj. So le, ne vem, otroci skačejo okoli, težje je biti 15 ur na dan v studiu in tako naprej, ampak to je neka razlika malih, da pač sestavljaš ekipo vsakič znova, ne.
Včeraj si mi nekako omenil, da se v bistvu je vzpostavila v Evropi pač neka skupina producentov oziroma ustvarjalcev animacije, kjer se pač med sabo poznate in sodelujete. Ampak vseeno se mi zdi, no, da si prišel na ta nivo. Seveda se ne moreš primerjati z nekimi hollywoodskimi studiji, tudi z angleškimi, temi velikimi, ampak vseeno pač to je že ena veliko priznanje, se mi zdi, no? Za pač eno tako malo garažno, v bistvu začetka garažno produkcijo, kot je bila pač Twix, da zraste na en tak nivo, no? Ja, ampak se oni mogoče nekako naravno, tudi če kitaro igraš najprej v dnevni sobi, pa priješ pač, ne vem, pa igraš nekaj na Dunaju, na koncertu ali pa ne vem kje. Se pravi, nekaj pač, ko počenjaš, je normalno, da se pa nekaj zgodi. Pa sploh animiran svet je tako, kako bi se izrazil, blazno neegoističen, no? Na splošno, svetovno gledano, ker je neka ljubezen, ti pač sploh to se lotaš in to v življenju počenjaš, ni teh nekih razlik, velikih, malih. Pač ja, imaš ogromne studio, ampak te ljudje se tudi do teh, ki so majhni studiji, obnašajo popolnoma normalno, ker ni, pač razume se, ja, mi smo večji, vi ste manj, ampak kaj je pa v zadnji ljubezen do pač oživljanja neživih stvari, je pa popolnoma enaka in so pač posebni. Moraš biti malo drugačen, no? Ali kako bi rekel. To si lepo povedal, ampak vseeno, kakšni, recimo tudi, včeraj sva, oziroma ne dan zjutraj sva govorila, da v bistvu je še vedno pač čutiti v tej filmski srednji neko verzijo, ki jo pač kažejo te klasični filmarji do animacije, oziroma pač neko nespoštovanje morda celo. Je to še vedno res tako prisotno, da recimo se animacija obravnava kot neka otroška, manj vredna mogoče pač ta raven produkcije? Na to bom odgovoril. Enkrat me je en kolega filmar me je vprašal, a už daj tudi kakšen ta zaresen film posnel. Sem rekel, ne, se delamo filme. Kakšna je pa pot potem lahko filma? Mislim, imaš to samo festivali animacije ali imaš recimo možnost vstopiti tudi v reden distribucijski program kot predfilm, če se odpira tle pač ta prostor, no? Kakšne so možnosti za plasiranje pa te tovrstne animacije, kratke animacije predvsem? Ne? Ja, kratka forma na splošno je predvsem festivalske narave. Imaš pa te filme, ki so bili festivalsko recimo zelo uspešni, imaš pa, ne vem, Arte, Kanal Plus in tako naprej, ampak tudi peščica teh kratkih filmov, ki pridejo pač tudi v neke televizijske programe. Teh predfilmov pa ja, nekaj malega je to, ampak to se je že zdavni izgubilo, ne. Ker včasih je bilo to, ne? Je bilo nekaj običajnega. Mi smo se tudi tekom let, ko smo ustvarjali, smo se trudili, da bi na tak način pripeljali kratke filme do gledalcev, da so bili predfilmi, ampak ni pa to nekaj, da bi bilo običajno, no. To da ja, predvsem festivali. So še kaj pozabila povedati, bi še kaj omenila? Lahko kolege povabimo, prijatelje. Lahko povabimo gor k sedem filmov. Dobro, jaz se najlepše zahvaljujem, Kolja, res krasno delo upravljaš, no, se mi zdi, in čakam trenutek, ko boš živel to pravo priznanje, no, za to. Hvala ti. To ga že sam, da delamo lahko to. Vseeno se mi zdi, no. Hvala. Ja, no.